Pred časom nas je navdušila Mazda 3 z najšibkejšim bencinskim motorjem, le porabo smo ji očitali. Podobno zmogljiva je osnovna dizelska različica, le precej bolj varčna je. Zunanjost privablja številne poglede po načelu zoom, se odpeljete mimo množice ljudi in zoom, njihovi pogledi se ustavijo na avtomobilu. Zato so krivi predvsem izbuljeni blatniki s širokimi odbijači, atraktivne luči in v tem primeru tudi 17-palčna platišča. Notranjosti pa lahko očitam le nizek strop zadaj in neusklajene grafike in barve zaslonov. Ampak je tu najbolj zanimiv 1,6-litrski dizelski agregat, ki proizvede 80 kW. Za vsakodnevno rabo čisto dovolj, pa tudi ko boste želeli prehitevati, vas ne bo razočaral. Malo manj poskočen bo takrat, ko se vas bo peljalo 5 s prtljago. Prestavna razmerja so tako dobro nastavili, da pri 130 km na avtocesti 6. prestave sploh ne boste pogrešali, ker motor teče pri 2700 vrtljajih in zato sploh ni glasen. Poraba z okoli 6 litri tudi ni visoka. Na koncu je pomemben le izračun. Sam sem ugotovil, da se vam večji vložek pri nakupu turbodizla povrne po 90 000 km. Če se veliko vozite, je torej prava izbira, sicer se še vedno raje odločite za bencinsko Mazdo 3.